jaz se spomnim, ko sem bila teenagerka, ne, pa sem se gledala v gledalo, pa sem se kaj, ko bi imela take očke, pa ko bi imela taka usta, pa ko bi imela tako postavo, kakva sem. Draga moja, ko sem se jaz pol čez, recimo 10 let pogledala svoje fotografije in sem ugotovila, da sem bila točno takšna, kot sem si želela biti. Ja, če to ne tragedija, pa se nisem zavedala, da sem takšna. A ti predstavljaš to norost v glavi, to skregano z resnično predstavo v samem sebi? Dobrodošli v novem pogovoru Metropolitan podcasta. Z vami sem Živa Avžner. Danes je z mano filmska in gledališka igralka in po novem tudi pisateljica, sicer pa vsestranska umetnica Tina Gorenjak. Lepo pozdravljena. Zdravo, hvala za povabilo. Moram reči, da je to prav posebno doživetje zame, to vrstno snemanje, ki ga imamo danes, kljub vsem mogočim izkušnjam, tako da sem vesela, da sem tu. Ampak na podcastu si že bila, ne? Ja, bila sem na enem, ampak v bistvu imam s tem, pri tebi sem na drugem, no, če se prav spomnim, da ne bom koga, ne, na tretjem, no kakorkoli, da se ne bomo zapletli, ni to moja pogosta izkušnja, ampak ko so se prej pogovarjali, ne ugotavljava, da ljudje vedno raje to poslušajo. Jaz moram tudi reči, da ko se vozim v avtu, večinoma priznam, sicer poslušam bolj tuje podcaste, ampak zdaj bom pa tudi tvojega. Ja, hvala. Najprej najinga, potem pa naprej. Ja. Imam že kar nekaj epizod, tako da mislim, da ti bom še lahko krajšala to vožnjo med Ljubljano in Celjem. In vse povsod po celi Sloveniji. Ja, zmenjeno, super. Vem, da sem te ujela v enem takem hektičnem obdobju tvojega življenja, bi lahko rekli, veliko se ti dogaja, od gledaliških predstav, verjetno veliko projektov in pa zdaj te prezentacije nove knjige, Najti ljubezen. Me pa zanima, če se ti je vseeno danes že kaj lepega zgodilo ali je bolj tako hektično? Mislim, lepega. Ja, danes odzunji ful dežuje, ne? Ja. To moramo povedati, ker mogoče ni videti. Ni videti, ne? Ampak jaz sem si že davno nazaj rekla, da ne sme biti vreme tisto, ki pogojuje moje razpoloženje, ne? Mislim, vse časih je tudi, veš, da je, kdaj se zbudiš, pa je pritisk tak, pa noč se ti ne da, pa vse tako, ne, vsi normalno smo kdaj utrujeni, pa nelupseni, pa leni, pa tako. Ampak, ne vem, moram reči, da jaz se tudi tako nekako naštelam, ne, ali kako bi rekli, da se veselim stvari, da se veselim tudi službenih stvari. Imam to srečo, da pač delam tisto, kar rada delam, tako sem se veselila priti k tebi in potem naprej šibam na eno predstavo. Na predstavo Čudež, kjer igram s Primožem Vrhovcem in Jašo Jamnikom in je ena komedija o zakonskem paru, ki pride k psihoterapevtu, takrat, ko je njun zakon visi na nitki in seveda tam data vse iz sebe, vse svoje travme in tako. Ta terapevt je pa zelo nenavaden terapevt, tako kot Jaša Jamnik tudi zna biti, če se spomnite v naši mali kliniki, je tudi igral psihiatra, ali tako je rekel, da je večkrat v življenju igral psihiatra, kot pa režiral predstave, kar je sicer njegov poklic. Tako da predstava je ful zabavna in jo priporočam. Moram pa reči, da je v letošnji gledališki sezoni zadnja, tako da pol od jeseni naprej malo poglejte na program pri meni, mogoče na spletni, na Facebooku, pa Instagramu, pa pridite pogledati, ful pravijo ljudje, da se nasmejijo, tako da. No, to je pa res super. Ja. Tako da za vas gledališčnike je še sedaj torej sezona, potem pa poletje malo bolj na frej. Ja, v bistvu poleti so večinoma kakšni poletni festivali, kakšna snemanja, če jih imaš. No, pri meni pa gotovo bo to tudi še naprej promocija knjige Najti ljubezen. Lepa naslovnica. Hvala lepa. Vida Igličar jo je naredila, večkrat nagrajena, tudi ilustratorka, pa skratka umetnica. Res je lepa. Tudi pripoveduje malček zgodbe, kakršna je noter v knjigi, naslovka knjige. Tako da ja, mislim, te promocije knjige seveda so zame na nek način nekaj čist drugačnega, na nek način pa tudi ne, zato ker sem
jih nekajkrat pokombinirala tudi z stand-up nastopom, ker si pač želim, da so srečanja ob predstavitvi knjige tako polna dogodivščin in humorja, kot je tudi knjiga. Tako da, pravzaprav niso samo take, se ne samo pogovarjamo, pa tudi ljudje me lahko vprašajo, ampak predvsem v prvi vrsti upam, da je zabavno. Jaz knjige še nisem prebrala, Ti. prebrala. Sem se pa seveda pozanimala in v bistvu, kakor je opisano, gre za mešanico stand-up komedije z pogovorom s prijateljico o prigodah med iskanjem ljubezni. Ja, mislim, to je mogoče najlažja obrazložitev, da ljudje začutijo ta žmoht, ki ga ima, če lahko tako rečem. Mi smo obe iz celjskih koncev. Ja. Vidim, da se razumemo. Na koncu bomo čisto po Celju že govorile. Eno tako sočnost, kot sem si jo jaz želela že v jeziku samem, da ti, ko bereš, da teče, da leti. Jaz sem si želela, da je tako, kot če gledaš kakšno res dobro TV serijo, ki je kar binge watchaš, ko je ne moreš nehati gledati. In moram reči, da sem vesela, da so feedbacki točno takšni. Velikokrat reče, veš, sem jo malo začela, v bistvu nisem imela časa, ampak samo malo, da pogledam, o čem gre. Pa kar naenkrat pogledam uro, da so kar brali in da nisem mogla nehati, to me res veseli. Veseli me, da so komentarji tisti, ki so prebrali, da se najdejo v knjigi, recimo to, kot si rekla, pogovor z najboljšo prijateljico. Kaj je bistvo tega? Bistvo je, da te ta pogovor potolaži, da veš, da nisi sam na svetu, da te nekdo razume, da se zraven ne smejiš. Tu so momenti, ko so ful tragični, ko se s prijateljico meniš, vsaj pri meni je tako, da vedno pa najdemo nekaj, ko se smejimo na ta račun, kar seveda te spravi v boljšo voljo in kar ti tudi da en mal drugačen pogled na to stvar in potem lažje najdeš rešitev, ali pa vsaj se ne sikiraš, pa ne trpiš tako več od tega. Tako da, gotovo pa je razlog, da je knjiga tako vpliva tudi to, da se ljudje lahko najdejo noter v teh dogodkih, ker govori tudi o različnih partnerstvih, o različnih vrstah ljubezni. Jaz rečem, na prvi vrsti je to oda prijateljstvu, pa tudi govori o tisti najpomembnejši ljubezni, ki jo vsi moramo imeti, pa še ne vem, kako je to možno, še vedno večina nas išče ali pa dela na tem, da bo čim večja to ljubezen do sebe, sprejemanje samega sebe. Tako se mi zdi, da ženske bojo našle noter tudi ogromno spodbudnih misli na to, kako smo stroge do sebe, kako se velikokrat, prevečkrat dajemo v nič, kolikokrat si rečemo, pa kaj je narobe z mano. In jaz sem si s to knjigo želela tudi to perspektivo malo drugačno odpreti, da moramo videti lepe stvari na sebi, ne samo tiste v narekovajih napačne ali pa tiste, ki niso tako fajn. Zdaj, dotaknila si se že tega, da v bistvu ljubezen je lahko v različnih aspektih, ali je to ljubezen do prijateljice, do partnerja, in ravno o tem smo se pogovarjala tudi s mojim sodelavcem. A je v bistvu zdaj ta naslov Najti ljubezen v tvojem pomenu oziroma razmišljanju, ko si dala ta naslov ali pa pisala, ljubezen partnerstvo ali res kaj drugega? Ali si hotela potem podeliti to, da najde vsak svojo tisto ljubezen? Vse skupaj. Sem razmišljala, če bi knjigo končala samo z eno tako, s enim takim duhovnim razsvetljenjem, pa spoznanjem, pa sem rekla, ne, to ne bi bilo čist res, če bi tako končala. Zato, ker
Pa se mi zdi, redki so tisti, no, ko v nekem momentu v življenju doživijo čisto razsvetljenje, pa so kar zadovoljni z vsem, kar je. In se mi zdi, da bi bila tako nerealna knjiga. Mimogrede, tudi eni od komentarjev, ki so mi še posebej pri srcu, je to, da reče, tako je življenjska, tako je resnična, tako je, ena je rekla, gospa, veš, pri vsej tej poplavi teh bleščečih življenj na Instagram in Facebook in vseh drugih, ki vse je tako fajn, pa vsi so tako fajn, pa vsi smo tako fajn. Rekla, tvoja knjiga tako poboža, v bistvu, ko vidiš, da pismo pa ni vse tako fajn, pa nismo vsi tako presvetljeni, pa zdaj, da nekdo misli, da je tragična, nasprotno, komična knjiga je. Ampak ja, laž bi bila, ne, če bi rekla, ja, zdaj pa jaz pa vse vem, pa vse mi je fajn. Ne, čisto običajna ženska sem, ki, ja, mislim, zdaj dobro, sem raje samska, kot pa v slabem partnerstvu, ampak pač jaz sem takšna, da se mi zdi, jaz sem narejena za dvojino, da si želim tudi partnerske ljubezni. Eni so zelo srečni v ednini in jaz jim super privoščim to in sem srečna za njih, ampak večina nas ni takšnih, a ne. Tako da, če pa končam s partnersko ljubeznijo, to pa le poglejte. To pa ne bomo odkrile. Ja, se v bistvu smo mogoče pozabili omeniti, da je res knjiga po resničnih dogodkih, a ne? Ja, knjiga je napisana absolutno po resničnih dogodkih. Ampak so nekatere stvari majčkeno obrnjene, časovnica je malo drugačna, začne se na dan Valentinovo in konča se na Valentinovo eno leto kasneje. Dogodki pa verjetno par let zajemajo, ne? Tako, ja, res je. Nisem mi vse to zgodilo v enem letu, ali pa mogoče so se mi neke druge stvari, ki pridejo morda v naslednjo knjigo, so se mi zgodile v tem letu. Pa jih nisem dala sem. Tudi liki absolutno so vsi tako napisani, da recimo zgodbe, ki se dotikajo moških, a ne, ki so v knjigi, so absolutno vse resnične. Niso se čisto 100% vse zgodile meni, tudi kakšne so se prijateljicami, ampak zelo malo, no. Se je pa kakšna, ki sem jo dala drugemu liku v knjigi, zgodila meni. Tako da v resnici je knjiga polna mojih resničnih doživljajev. Res pa je, da so tako napisani, imena so tudi seveda spremenjena, da razen tisti, ki so resnično bili akterji, nihče ne ve, kdo so bili. Tega nikoli ne bi naredila, da bi nekoga potunkala. Si lepo zapakirala. Ja, to se mi je zdelo zelo pomembno. In v resnici je bil to eden od bistvenih razlogov, zakaj sem se odločila za obliko romana. Drug bistveni razlog je bil pa to, ker mi je to dalo svobodo take globoke iskrenosti in intimnosti. Vem, da je to zdaj smešen zveni, ne, ko hkrati priznam, vse je res, hkrati pa rečem, da mi je to dal oblika romana zavetje, ampak ko sem na začetku, ko sem pisala, sem se v enem momentu odločila, sem imela več kot polovico knjige že napisane v drugačni obliki in mi je bilo tako težko pri srcu, zakaj jaz to ne morem tako deliti z drugimi, ne gre. In ko sem spremenila, da to več nisem jaz, ampak da je to moj alter ego Gabriela, Ja. ki pa je tudi moje resnično ime, ki ga do zdaj nisem uporabljala, ker je krstno ime, torej Tina Gabriela Gorenjak. Jaz ne vem, tako sem se sprostila in je dobila knjiga, ne vem, en tako globino, pa to intimnost, pa iskrenost, pa tako, v glavnem, pa sem res zadihala zraven in se mi zdi, da se to čuti in bi mi bilo žal, če ne bi tako naredila. Ja, bi rekla, da se Ja. to čuti v bistvu, ja. Ja. Kako pa si vedela, kaj želiš deliti s svojimi bralci in kje ne, kje si potegnila tisto mejo? Mislim, dotaknila si se že tega, da si zakrila te like, te dejanske osebe, ampak vseeno ne v bistvu, če vemo, da so to tvoji dogodki.
tako bom rekla, se pravi, da je hecen to, da rečem in je in ni. Ja. Ne vem, recimo, lahko sem tudi nekatere stvari mogoče napisala, kakšne stvari sem lahko napisala bolj dramatično, mogoče, ali pa recimo kakšne stvari, ko so pa bile del teh dogodkov, ko bi se pa mi zdele too much, sem pa naprimer spustila, a ne. Tako da malo sem že uravnavala neke stvari, tudi zaradi tega, da so dobile eno tako filmsko dinamiko, no, ali pa dinamiko neke TV serije. Ali pa recimo starš, ne, mama in oče, moja mama je rekla, veš kaj, taka pa že nisem, ne. Vsega ne, mami, še boljš si. Pa že ta dva starša v knjigi sta super, ampak ja, sta drugačna kot moja, ne, zato ker mislim pa, da sta dobila zelo podobo nekega mislim, da so cel kup enih tipičnih stvari za slovenske starše, ta silna skrbnost po eni strani, a ne. Ampak recimo meni moja mama nikoli ni rekla, pa kdaj si, mislim pa kar samska, pa kdaj si boš našla, pa to. Pa recimo tudi nisem htela moje hčere zdaj smo hči, a ne, v knjigi je sin. Tako se mi zdi, ne morem si kar sposojati življenja mojih najbližjih. Res pa je to, da ta sin v knjigi, tako kot moja hči, študirata v tujini in imamo v resnici tak ljubeč in povezan odnos. Ampak na neke take načine sem se izognila nekim stvarem, da bi jih izpostavljala. Ampak hkrati pa sem si želela govoriti o nekih stvarih, ki jih doživljam, pa ne zato, da bi na ogled, sploh ne zato, da bi na ogled postavljala svoje življenje, ampak ker sem skozi pogovore s prijateljicami videla en kup enih stvari, s katerimi se ženske obremenjujemo ali pa obremenjujejo, in nekatere sem jaz, moram reči, da sem se jih osvobodila. In mi je to prineslo tako olajšanje v življenju, toliko več svobode, toliko več poguma, samozavesti. In to sem si želela dati predvsem bralkam in bralcem po drugi strani, a ne. Se težko ločimo čisto vse stvari na ženske pa moške. Res je, ja. Tako da to sem si želela. Pogum dati pa. To, ne vem, preberite si, no. Mislim, da si bodo zagotovo. Pa se kdaj naveličaš govoriti o tej samskosti? Meni se zdi, da tudi ko sem malo preberala tvoje... Ja, okej. Ne kar povedati. Ne, res zdaj, ko sem preberala te tvoje stare intervjuje, se mi zdi, da vsakem je bilo... Grozen. Samo to, večno samsko ti na gore. Res je, da so to bili intervjuje zadnji, ti si verjetno prebrala res zadnje intervjuje, ki so bili vsi posvečeni večinoma predstavi Večno samska. Tudi, to je bilo recimo, ko sem jaz o tem spregovorila, spet je bil to tabu, tako kot to si upam trditi, no, da kar nekajkrat v moji dolgi karieri sem tako dolgo, nisem tako stara. Ampak kar ne, to je resno, da če pogledamo, ti si še zelo mlada, ampak če pogledamo nazaj, ves čas pravzaprav sem se dotikala tem, o katerih se v tistem trenutku ni govorilo. Ne vem, zakaj je tako, včasih tudi, zdaj, ko pogledam nazaj, ali pa mi prijatelji rečejo, ti si tako pred časom bila. Kaj pa jaz vem, jaz nisem o tem nikoli razmišljala, sem pred časom ali nisem, ampak ko se mi je zdelo neki temi, ko sem videla, da se ne govori, pa da ljudi ful mori, da ogromno ljudi to mori, pa se o tem ne govori, se mi je zdelo, zakaj ne, če vem nekaj o tem, če imam to izkušnjo, če je to nekako čutim kot eno moje poslanstvo, ustvarjalke, umetnice, če imam to možnost, da imam svoj glas, pa da sem ne samo igralka, ampak da znam tudi napisati, izraziti. Mislim, je to, tako kot sem rekla, moje poslanstvo, to moram narediti, to želim narediti, a ne. No in to obdobje, ko si ti rekla, je bilo pač to, da sem jaz javno povedala po 7 letih takrat, še več, da sem samska. In to je seveda bil šok za vse. Ampak hkrati se je spet dogajalo tako kot zdaj, a ne, da so kar naenkrat. Jaz sem vedela, da je veliko ljudi v takšnem
takšni situaciji in da se grozno slabo počutijo zaradi tega. Počutijo se, ker je res, no, ker to je družba še vedno zdaj vedno bolj to sprejemljivo, ne? Ampak tudi zaradi tega, kaj ti se kdaj pa boš, kako pa ja, kaj pa ne, a si preveč to, a si malo to, ne, skozi nek dvom in pa seveda to tudi v tebe se zaje. Skratka, sem hotela o tem spregovoriti. In zato moram reči, da knjiga ni niti slučajno samo o samskosti. Tako se začne. In zato mi je bilo tudi ful pomemben narediti roman, ki ni samo o tem. Zato je tudi noter ogromno različnih vrt ljubezni, različnih pogledov, različnih partnerstev. Zato so tukaj noter Gabrielini prijatelji, en je tak, en je tak, en je tak. In zato se tudi vsi najdejo, a ne, se mi zdi. Vsem pa je skupno nekaj, se mi zdi, ljudem, ali samski, prostovoljno, ali samski neprostovoljno, ali v dvojini prostovoljno, ali pa neprostovoljno. Vsi si želimo biti sprejeti, vsi si želimo biti razumljeni, vsi se želimo biti ljubljeni, a ne. To pa se mi zdi, da je enako pri vseh ljudeh in normalno. In o tem je knjiga. Pa všeč mi je bilo, ko si enkrat rekla, da v bistvu za svojo srečo smo odgovorni sami, a ne? Ja, res je to. Mislim, zdaj si me spomnila, sicer malo drugače, enkrat sem rekla v enem intervjuju, da ti življenje ne naloži nikoli več, kot lahko kot zmoreš, a ne. Pa so se usule take kritike. Ja, se meni lahko govoriti, ko vse imam. Kar seveda ni res, a ne. Hudič v fejscu, velikokrat sem se mogla in še vedno se moram bojevati v življenju, a ne. Življenje prinese marsikaj vsem. Ampak to, da smo odgovorni s svojo srečo, mogoče je to dokaz, a ne. Imaš tudi ljudi, ki imajo vse navzven tisto, kar bi si nekdo rekel, ko če bi, ne. Pa, če ne pri sebi globoko v svojem srčku ne najdeš zadovoljstva globokega, ni te sreče. Seveda smo pa vsi, so obdobja, ko smo bolj to zmoremo, a ne, poiskati to globoko srečo, pa se zavedati vsega lepega, ali kar nas obdaja, ali pa vsaj tistih malenkosti, ne, včasih je res vse narobe. Pa moraš, res je. Pride do tega in ne moreš. Pride do tega in se rečeš, in takrat pač so tiste malenkosti tiste, a ne, ki jih moraš najti, da se veseliš dneva. Včasih so tudi obdobja, ko se rečeš, pismo, a od tega le kdaj konc, včasih je tudi to, kar sem prej rekla, ko se rečeš, a mi jaz tole zmogla. In takrat je še posebej pomembno, da najdemo tisto iskrco nekje, pa da se rečemo, gremo, koliko je lepega, zmoremo. Kadar pa je veliko tega lepega, pa že tako sami po sebi smo srečni, pa zaljubljeni, takrat ni težko. Takrat pa uživimo, takrat je pa treba uživati v tem in ne iskati. A veš, ko če smo kakšne kokoške, ki brskajo, da zdaj nam vse je prav, pa kar nekaj še bi človek našel, kar ni prav. Ne, ljudje, dragi, ne tega delati, tako je vse dobro, samo uživite v tem. Evo, tako sem ti odgovorila, Ja. Tako lepo povezuješ, da se zelo veselim branja. Se mi res zdi, da bo to teklo, no? Ker že kot govoriš, vidim, da si tako uživeta noter. Wow. Ja, hvala. Mislim, da po mojem bolj zbrano pišem, kot govorim. Si pa želim, da ljudje berejo knjigo. Zdaj, ko smo imeli promocijo oziroma predstavitev knjige, in ko so ljudje, pač, ko sem jaz prebrala, ne, par delov tudi, to tudi moram reči, da je kar nekaj prišlo ljudi k meni in so rekli, tako je bilo fajn, ko si ti brala tako doživeto, zdaj bom pa brala ali pa bral to knjigo s tem tvojim tonom, ne. Jaz mislim, da je prav, da si vsak sam naredi sliko
lika in drugih likov, ampak ja, želim si pa, da bi z humornim tonom, da bi vedeli, da je en humorni ton. Ne ves čas, ampak večinoma notrno, tako da. Joj, se pa še mene zanima, kako to zveni, ko kaj prebereš. Joj, sem što razočarana, slučajno. Začne se tragično, tako ne preveč. No. S tragičnim prizvokom. Ja. Ne, skozi malo smešno. So pa tudi, ja, notr, kar neki misli, no, se mi zdi, ki so daleč od tega, da so površne, pa ki se mi zdi, da so pomembne. Zato, ker sva prej govorile, no. Da ljudje pridobijo, mislim, se mi zdi, da ti da da ti lahko da knjiga tudi en drugačen pogled na sebe, pa eno samozavest, pa pogum, pa upanje. Ampak to mislim, da sva že povedali. Tako da kar vpraš me, kaj pa reč nekaj govoriti, Tina. Veš, kaj me zanima? Prej si omenila hčerko Nino Barbaro, ne? Kako pa si njej dala ta pogled na življenje? Kakšni so bili kaj tisti mamini nasveti? Kaj bi ona mogoče rekla, kateri tvoj nasvet si vedno ali se opominja, ali si ga govori? Zdaj, to bi sicer bilo bolj, če bi njo vprašala, ne? Ampak ja, res mava, stara bo zdaj 24, ne? In sva res povezani od mečkenga do zdaj in glede na to, da se vsak let menva in komi čakava, da bova šli skupaj kam na dopust in da to Nina reče, ne jaz. A to pomeni, da je rada svojo mamo, kar, super. In to je bilo ves čas, tudi v času pubertete, sva bili radi skupaj, no, obje. Mislim pa, da je razlog za to, ker sem si jaz rekla, da si kot mama želim to, da bi moj otrok vedno vedel, ne glede na to, karkoli se zgodi, da ima pri meni zavetje, da pa ima pri meni sogovornika, da ima pri svoji mami nekoga, ki ga bo vedno poskušal razumeti. Tudi, če je bilo, pa moram reči, da se mi recimo ta vzgoja k otroku, kar vse dovoliš, pa kar vse je v redu, pa kar vse mi je fantastičen, tudi ta skrajnost ne zdi v redu. Tudi to, da sva se seveda vedno letom primerno, poudarjam, vedno letom primerno se moraš ti z otrokom pogovarjati, mu letom primerno dati vedeti neke stvari, torej ga nekako usmerjati, ne, v dobro, v vse, ampak hkrati pa vem, da sem se nekaj ful potrudila in to je ji dati vedeti njeno vrednost. To, da je lahko samozavestna ali deklica, ali mlada punca, mlada ženska. To se mi zdi v moji generaciji, pa tudi in prej in tudi kasneje se mi zdi, da ta vzgoja v neki silni, bom kar rekla, lažni skromnosti. Jaz vem, kolikrat sem slišala, ne smemo, različnih ljudi, ne smemo jo, ali pa ne smemo ga, ampak večinoma pri deklicah, ne smemo jo tako hvaliti, se bo prevzela. Ne, te stvari, recimo že ta stavek, zakaj ne pohvaliti nekoga, otroka, če nekaj dobro naredi, zakaj ga ne bi pohvalil, kaj se bo prevzel, otrok rabi to, da zgradi zdravo samozavest. Pa to ne govorim to, ko zdaj res, ne vem, recimo to je dober primer, ko rečejo, ker za vsako stvar dobijo kolajne pa pokale pa to. To se tudi jaz ne strinjam. Ampak če je nekaj naredil dobrega, ali pa ne vem, nek nastop, pa mogoče tudi ni bil tako briljanten, vedno lahko najdeš nekaj, kar pohvališ, ali pohvališ pogum, ali pohvališ trud, ali pohvališ, ne vem, zabavnost, ali pohvališ vztrajnost. V končni fazi tudi pohvaliti zunanji izgled, kar je lepega, zakaj ne,
čist preveč smo, zato pa smo ženske tako, jaz res upam, da tvoja generacija čim manj, ampak mi smo zrasli s tem, da sam si znal videti, kaj ni prav na tebi, kaj ni fajn na tebi, fokusirati se na to, to je tako narobe. Pa jaz imam krasne starše, da ne bo pomote, ampak to je iz zgodovine, imamo ta zgodovinski gen ženske v sebi, da imamo to pretirano skromnost, ki nas pol velikokrat nese, ki se ne znamo postaviti, ki se ne znamo pohvaliti. Če pa že nekaj pohvališ, pa pol hitro nekaj najdeš, kar ni okej. Kar ni okej, ja. Ne vem, zdaj, da ne bom predolg, ampak mogoče ena stvar, jaz se spomnim, ko sem bila teenagerka, ne, pa sem se gledala v ogledalo, pa sem se kaj, ko bi imela take očke, pa ko bi imela taka usta, pa ko bi imela tako postavo, kakva sem. Draga moja, ko sem se jaz pol čez, recimo 10 let pogledala svoje fotografije in sem ugotovila, da sem bila točno takšna, kot sem si želela biti. Ja, če to ne tragedija, pa se nisem zavedala, da sem takšna. A ti predstavljaš to norost v glavi, to skregano z resnično predstavo v samem sebi. Zato si tudi zdaj, ko sem stara 50, pa glih, ker je 51, si ne dopustim si tega, pa bi glih tako lahko, a veš, se gledala takole od blizu, pa 100 gub našla, pa ne vem, kakšno, milijon enih stvari na sebi. In si rekla, lej, kakaj sem, pa si rečem, ne boš tega gledala, zato, ker se ti bo zgodilo isto, ko boš 10 let kasneje, ko boš stara čez 60, boš gledala, boš rekla, pismo, bila glupa, da si nisi bila zadovoljna sama s sabo, ne ponavljaj svojih napak skozi zgodovino, to se mi zdi ful pomembno, da se naučimo nekih stvari in da spremenimo ta odnos do samega sebe v bolj pozitivnega, ali pa recimo, velikrat rečejo ženske za kakšne druge, ja, se je lahko, kakšna je, ni res. Vsak lahko na sebi najde lepe stvari in vsak lahko najde nelepe. In če se ti fokusiraš na tiste, ki ti grejo na živce, se boš sam tako videl. Jaz se zdaj zafrkavam na polno, da se mi zdi, to sem rekla zadnjič na predstavitvi, sem rekla, veste, sem si dala namreč očala gor, ko sem mogla prebrati, ne, pa pravi, a veste, da sem nekaj ugotavljam, da zadnja 4 leta ugotavljam, da vedno bolj zgledam, ko se pogledam od blizu v gledalo, vedno bolj zgledam. No, zadnja 4 leta tudi nosim očala na blizu in vedno večjo dioptrijo imam. Sem rekla, jaz to vem, a ne, da ko se pogledaš, vedno manj vidim nepravilnosti na obrazu teh majhnih. Pa jaz to vem, ampak jaz se vsem si privoščim to, da se pogledam, pa se rečem, okej sem, veš. Tako, kaj vem, tudi to, no, da se z nekim humorjem samega sebe pogledamo, da se ne jemljemo preveč resno. In mimogrede, tudi to je tisto, kar nas dela očarljive navzven. Tako da, evo. Se sva pa bile, so dale cel kup receptov za boljše počutje. Mamini nasveti, evo. Mamini nasveti, ja. Tako da to, no. A v bistvu vprašanje je bilo pa o Nini, a ne? Ampak verjamem, da v bistvu vse to, kar si sedaj lepo tako opisala, ja, to predajaš Nini. Ja, ves čas. Ja, tako da evo, si odgovorila na vprašanje. Ja. Tako da, ja, mogoče pa so to ti moji materinski nasveti, ko se želim, da bi jih čim več, predvsem žensk, pa tudi moški, kot sva rekle, vzeli zase, pa da jim bi bilo lepše pa lažje v življenju. Zdaj, če sva že moške ne omenile, seveda tudi moške, da ne bomo zdaj imajo hude momente ali pa tudi nesigurnosti, morda drugačne, morda pa tudi iste kot ženske. Mogoče se ne govori preveč o tem, ne? Mogoče pa tudi, ampak tukaj pa, dragi moji fantje, tu vam pa jaz ne znam pomagati, ne? Ker tega vpogleda v moške strani, z moške strani pa nimam, to bo se mogel kdo drug lotiti. Mi je pa všeč, že smo presenetili me je, da sem dobila kar nekaj sporočil moških bralcev, Ja.
ki pravijo, da so se zabavali, kar mi je the best, zato ker res moj namen ni bil udrihati po moških daleč od tega. Zdaj, če so kakšne zgodbe take, da pač ne izpadejo tako briljantni, ti konkretni, Ja, Lej, tako. to je njihov problem, Ja. ampak se absolutno to ne leti na ves moški svet. Jaz nobene zamere nikoli nisem gojila do njih in nikogar ne obtožujem za nič. No, skratka, in pa mi je bilo všeč, da so tudi tako moški dojeli to, da jih je knjiga zabavala. Me je pa presenetilo to, ko so rekli, a veš, da nisem vedel, da ženske tako razmišljate. Ful, hvala, da bezdam na ene stvari čisto drugače gledam. Res? Ja. Zdaj seveda moram reči, da jaz ne govorim o imenu vseh Vseh žensk, žensk, ja. daleč od tega. Ampak glede na to, da večina žensk pa reče, tako si napisala, kot bi bila v moji glavi. Se pravi, da sem jih zajela kar nekaj, ne pa vseh. Tako da vsaj majhni nesporazumi morda bodo lahko rešeni z branjem te knjige. Moram reči, tudi sem kar presenečena velikokrat, kako res veliko nesporazuma med nami pride, zato ker res drugače razmišljamo o določenih stvarih. To zagotovo, ja. In si rečem, pismo, če bi meni ene stvari nekdo že kot mladi punci povedal, moja pot v iskanju partnerstva bi bila verjetno precej drugačna. A si se mogoče zdaj med pisanjem pogledala nazaj pa ugotovila, če so se moški skozi vsa ta leta spremenili? In pa kako? Si kaj razmišljala o tem? Zdaj, tako jaz sem lahko pogledala, sem recimo velikokrat pogledala ali pa se spomnila na kakšna pretekla moja partnerstva, tako da sem tudi da sem tako bolj širši pogled lahko v to imela. Še ena mogoče stvar, a veš, da sem rekla, da ne bo zdaj to tako izpadlo, kot ena razmišljanja ene gospe zrelih letih, Jaz sem poklicala mojo najmlajšo prijateljico, res bližnjo, ko jo imam, in sem jo prosila, če ima ona kakšne prijateljice, ki bi dovolile, da jih pokličem ali pa da se dobimo, res mlade ženske v svojih 20 letih, da jih vprašam par stvari. In mi je bilo tako neverjetno, ko smo se začele pogovarjati, z nekaj njih sem se pogovarjala in so isto kot jaz razmišljale. Res pa je, da imam jaz mogoče majčken ne najbolj običajen način življenja, tudi zaradi mojega poklica. Nimam nekega ustaljenega ritma ali pa to, recimo, ko sem spoznavala moške prek raznih spletnih strani, pa vem, to niso mogoče najbolj običajne stvari pri mojih letih, so pa mogoče zato toliko bolj zanimive za prebrati. Tako da sem naletela na iste stvari kot mlajše ženske. Ker nekako sem razumela, da je tvoje vprašanje tudi temu namenjeno, če so se kaj spremenili. Ugotovila sem, da se mogoče moški vedno bolj skrivajo za temi spletnimi okenci, da je vedno manj, ampak to ne samo zdaj, to zdaj že kar traja nekaj časa, vedno manj tistih se hecam, ki bi z napetimi loki in puščicami letali naokrog po svetu in lovili te svoje samičke, da so vedno bolj zadržani in kako bi rekla, ne vem, a je to sramežljivost ali morda tudi ne samozavest. In vidim, da je to tudi pogosta težava mladih punc, ki so samske in ki iščejo partnerja, da v resnici ni tega džentelmenskega osvajanja, to, da bi naredili prvi korak, ampak zdaj, če vas kaj potolaž, tudi
tudi jaz nisem velikokrat na kaj takega naletela, a bi lahko rekla skoraj nikoli. To je kar izumrl šport, tako kot lov na mamote že. Že se mi zdi ne leta, ampak desetletja. Ne vem. Verjetno tudi, ampak tudi moške je treba razumeti. Seveda pa to ne moramo posploševati, a ne, da ne bojo užaljeni. Jih pa mogoče lahko spodbudimo, da ženske si želimo to, da nam moški na nek džentelmenski način Res je, ja. pristopijo, a ne. Tudi zdaj, pa tudi v mladih 20 letih. Ja, ampak veš, jaz mislim, da to mi pozabljamo nekaj, ne, da skozi zgodovino in bližnjo in ne tako bližnjo so se odnosi med moškimi in ženskami spreminjali. Po eni strani moramo razumeti ženske, da smo postale bolj bom rekla v narekovajih, zdaj zaguljene, pa zahtevne, pa seveda emancipirane. To je edino pravilno, ker malo časa je minil v resnici od tega, da smo dobile volilno pravico, kar je grozljivo pomisliti, da nismo bile enakopravni državljani. In normalno je, da v tistih letih prejšnjega stoletja, ne, ko se je to dogajalo, da se je razvijalo to v neko absolutno v zdravi feminizem, kar je edino pravilno, ampak tudi v neke stvari, ki mogoče so povzročile, da ti odnosi med moškimi in ženskami niso več bili so dobili drug nezdrav balans, ne? In šele zdaj se v bistvu stvari počasi balansirajo. In tukaj so bili moški zdaj neki desetletji v iskanju tega mesta pod soncem, ampak oprostite, dragi fantje, mi smo bile pa prej stoletja in stoletja, tako da veš, je treba te stvari razumeti, da imajo neko dinamiko, ki ni vzrok sam tukaj in zdaj, ampak je to en naš razvoj, no, se smo zelo šle na resne Od teme. zgodovine do sedaj. Ampak tako da jaz mislim, da se bojo stvari vedno bolj balansirane. Fantje, pogum, tu smo, rade vas imamo, tiste, ki si želimo partnerstva, ne z moškim. Tako da, ja, nič. Vpraš me, kaj drugače nam nehala govoriti. Ma ne, super mi je, daj. Super je. Pa verjamem, da bo tudi najnim poslušalcem. Ja. Veš, kaj me zanima? Ali se spomniš, kaj se je zgodilo leta 2001? Leta 2001. In kar je povezano z našo medijsko hišo. Sedaj, ko sva šla od zgodovine do sedaj, sem se spomnila, Ne? da si bila prva Slovenka na Playboyevi naslovnici. Drugič. Ne, Prvič. A ja. Prvič, 2001. A ja, se res. Joj, zdaj sem se jaz skoraj sama sebe postarala. Joj, se res. Ja, in to je v bistvu spada pod Adria Media Ljubljana. Točno. Zdaj nažalost ni več, Ja. ampak boš pa vedno prva. Vedno imam prva. In to je bila tudi, to je bil tudi eden od razlogov za mojo odločitev, ko so me poklicala, ne, če bi bila pač prva na naslovki prvega slovenskega Playboya. Sem rekla, če je bila Marilyn Monroe na naslovki prvega ameriškega, zakaj pa jaz ne bila tu? Potem pa še ob 10. obletnici si bila pa še enkrat. Ja. Kaj pa vem, meni se recimo Playboy, vedno se mi je zdel časopis, ki v bistvu postavlja ženskost in ženstvenost na en piedestal. Nikoli se mi ni zdel to časopis, ki bi bil, da občuduje žensko lepoto pa ženstveno. Zato mi je bil vedno všeč. Tako da te še vedno vežejo lepi spomini. Absolutno in nikoli ne bi tega spremenila. Kaj pa se recimo spomniš tako iz fotografiranja ali pa intervjuja? Ja, vsega se spomnim, super je bilo. Moram pa reči, da sem bila še bolj počaščena, ko sem me klicala čez 10 let, ker sem bila že kar
tik pred 40 letom. Ja, Ja, če je bilo to Ja. 2011. In recimo, ko smo prej govorili o odnosu s hčerko, ne, jaz se moram reči, da sem sicer vedno postavljala, odkar je bila Nina na svetu, vedno postavljala njo na prvem mestu, glede mojega medijskega pojavljanja. In sem vedno zelo pretehtala, kaj bi lahko vplivalo negativno nanjo, ne, da bi jo, se veš, če poenostavimo, da ne bi nekdo zafrkaval v šoli, da ne bi, skratka, da je na svojo mamo lahko, skratka, da nima nekih problemov, no, s tem. Da je ne bi v šoli zafrkavali. Karkoli, ja. No, in tole, ko so me klicali drugič, moram pa reči, da sem skoraj tako, sem že hotela reči ne, niti slučajno, za hčere ne, a ne. In tako, pa sem si pa rekla, Koliko pa je bila takrat stara? glih to zdaj razmišljam, takrat je bila stara, 99 se je rodila, torej on je bila, ko je bila čisto mečkana, se mi je zdelo tole, mislim. To je bila niti ne- 12 let. Torej je bila hvala. V matematiki nikoli nisem bila dobra. Zato pa sem umetnica. Ne, okej, pustimo to. 12. No, skratka, in se mi je zdelo, da so taka občutljiva leta in sem že tako hotela reči, da ne. Pa ne vem, kaj je bilo, da sem rekla, pa nič bom jaz to Nino vprašala. Kaj ona misli o tem? In kot sem že prej rekla, jaz sem si res želela vzgojiti deklico in kasneje mlado žensko z zdravo samopodobo. In seveda letom primerno, ne, sem jaz tudi sem rekla, a veš to pa to, kaj pa ti misliš o tem? Jaz sem ji tudi rekla, jaz mislim, da ne, zaradi šole, zato ker pač jaz vem, da recimo meni se na primer je zdelo telo, kot takšno, kot je, golo, zdrav pogled na golo telo, glede na to, da smo vsi goli rojeni, vsi smo rojeni vemo, iz mame goli, se mi zdi ta pogled na golo telo, se mi nikoli ni zdel nekaj groznega, nekaj dramatičnega, in tudi v to vrstni zdravi odprtosti, no, sem tudi hči vzgojila, se mi zdi. No, in jaz pač tako nekako to povem, ja, me takole pogleda in pravi, veš, kaj je mami? Prvo kot prvo, ne vem, zakaj tega ne bi naredila, to je reče 12-letna deklica. Prvo kot prvo, ne vem, zakaj bi spraševala druge, pa se obzirala na druge, ali boš to naredila, ne, to je tvoje življenje in ti delaš z njim, kar hočeš. Okay, wow. Drugo, res, presežem ti lekcije, jaz to se nikoli po življenju pozabila. Drugo, ne vem, zakaj bi te bilo tega sram, in tretje, mislim, da si zdaj še lahko privoščiš kaj takega, kar še lepo izgledaš, kdo ve, kdo ve, če si boš naslednjič lahko. Jaz sem, tako kot zdaj, najprej sem osupnila, pa sem se čudila modrosti, pa sem se pa tako smejala tej njeni zdravi, kritični pripombi. Nič, in pa sem se tako pomenila, in tako je bilo. Pa se mi je pa zdelo, glede na njene pripombe, če tega nam naredila, v bistvu bom slab Pa bi ti bilo žal. Ja, pa to slab zgled bom, Ja. da se oziram na vse druge. To je tudi res. To, no, tudi. In to jaz nje skozi gledala. Ne smeš se odzirati druga, moraš narediti tisto, kar ti misliš, da je prav, kar si želiš, ker ti čutiš svobodo izražanja. Evo. In pa je ona mene tako. Jaz sem bila že odločena, da ne. Pa me je pa takole dala ogledalo meni nazaj. Lepo, Tako ja. da, ja. Ampak si verjetno bila v tistem trenutku res ponosna na njo. Ja, pa še zdaj sem. Tako je fajn. Joj, tako je. Tako je. In tudi zato se mi zdi, da je tako globinsko. Veš, recimo to tudi, ko vidim, kaj vse dajo mlada dekleta, čese, žalosti, travme. In vse to zdaj potrkajmo. Seveda tudi Nina je na nekaj stvari, ko jih moraš zboriti, ko nikoli v življenju ne gre vse samo tako, kot želiš. Ampak tako
si upam trditi, no, ker se ker tudi vprašam, pa rečem, pa ti, da ni na nekonočkaj ne pojamraš, pa to pa prav, se ji pojamra tudi kdaj, ampak a veš, ti nekaj da je bila tako globinsko nesrečna, kot velikrat vidim nekatere mlade ljudi, pa res ne pričem, pa te res ne, a bi mi povedala, pa veš, da bi ti povedala, vse veš, da ti povem, vse ti povem, nisem, zakaj pa bi bila, zakaj, naučila si me biti globinsko srečna, no, tako nekako, evo, to, in želim si, da bi čim več bralcev in poslušalcev najnih zdaj bili našli globinsko srečo. To, da pa v življenju pridejo ups and downs, pa veš kakšne klofute, pa preizkušnje, to pa vsem. In sam nikoli si ne v življenju reči, sam men se, zakaj sam men? Ni, vsem. Vsem se. Nekateri povedo, nekateri ne. Tako, ja. In samo pogumno in dobrovoljno dalje. Čudovito si zaokrožila tole misel, zato mislim, da je kar čas, da te še povabim v moj zaključni izjivček. A še? Ja. Ok. Samo da dokončaš mojo misel. Ok, čakaj. Ja. Z eno besedo. Ali pa lahko dokončaš stavek. Ok. Koliko jih imava? Ene par. Bom iz glave. Dobro, ok. Sprostitev najdem v sprehodih v naravi. Na odru se počutim velikokrat svobodna. Čas pa tudi ne, čas je tudi drama, a večinoma vedno bolj se počutim svobodna. Zelo lepo. Najraje poslušam mojo hči. Moja najtežja življenjska preizkušnja. Kar nekaj je bilo. Kar nekaj jih je bilo, no. Tako da težko bi samo eno izpostavila. Vsaka posebej je verjetno izoblikovala v to, kar si danes. Ja, res. Ja, kar. Mogoče, kar nekaj jih je bilo, kar tle nekaj. Kar zaključva. Kar tema se je naredila. Ne. Moja sladka pregreha. Čokolada črna, čeprav to ni pregreha, ker dajte jesti. Sladkarije imam kar rada. Ja. In še za konec, ljudje, ki me dobro poznajo, pravijo, da sem dobrovoljnež, pa da se lahko obrnejo na mene, pa zanesejo na mene. Pa da, kaj pa vem, da se imamo fajn skupaj. To no. Evo, to nekako, da se imamo radi, pa da najdemo zatočišče skupaj, pa da mi lahko vse povejo. To. Zelo lepo. Tina, hvala za tale prečudovit pogovor. Hvala tebi, ful je bilo fajn, res.